18. vzporednik. In kot rečeno, smo danes poklicali v Zagreb. Z nami je Tanja Borčič Bernard. Tanja, prav lepo pozdravljena. Živjo. No, Tanja, sej veva, kam sicer danes pes taco moli, ampak tisto, kar morava tradicionalno prvo preveriti, se veš, takole na začetku glavne turistične sezone, to so seveda najzanimivejši podatki. Moram reči, da sem sledil vse hrvaške medije, pa sem kar malo v dilemi, namreč še pred dnevi so bili vsi zaskrbljeni nad statistiko obiskovalcev, predvsem tujih, naj ne bi bilo samo Nemcev, naj bi bilo kar 15% manj kot lani. No, zdaj pa naj bi vroči junij popravil vse za nazaj in vse za naprej, pravijo. Kaj je zdaj res, Tanja? Vse je res, kar si povedal. Maja je bilo... za 9% je bilo maja manj turistov kot lani, pravzaprav je bil mesec res slab, slabo je bilo pa tudi vreme in vse skupaj je povzročalo kar nekaj zaskrbljenosti med tukajšnjimi turistični delavci, ampak prišel je junij in z njim tudi 9% rast turistov in za 12% več nočitev, posebej pa so na Hrvaškem veseli, ker je bilo junija med turisti veliko Nemcev, tako da evo, vse se obrača. Vem, da je Nemčija glavni hrvaški turistični trg, tako da gledano vse skupaj, od začetka leta je Hrvaško že obiskalo 7,5 milijona turistov, med tujimi turisti smo Slovenci na drugem mestu. Pri napovedih za glavno sezono so pa precej previdni, ker pravijo, da se je spremenil trend med turisti, veliko je namreč ultra last minute rezervacij, kot je dejal turistični minister Glavina, največjo gnečo pa vsekakor pričakujejo v drugem delu julija. Ultra last minute, pa smo spet prišli do novega izraza. No, ampak že minister Glavina, resorni minister, pa guverner Hrvaške narodne banke sta, vem, da bila plat zvona še pred dnevi, in kot rečemo, sta posvarila tudi pred prevelikim dvigom cen, pa me zanima, ti letos še nisi odšla na dopust na svoj preljubi Hvar. Kaj je s cenami, si kaj preverila, kaj je s kvaliteto, se kaj popravlja, se kaj bolj usklajujejo? Ja, s cenami je tako, da hoteli, kampi, predvsem pa apartmaji letos bojda niso divjali s cenami. Na več mestih sem zasledila, da niso niti dvigovali cen, nekaterih so jih celo zniževali. Težava s cenami je v gostinskih objektih, kar potrjuje podatek iz Splita, da v dalmatinskih marinah navtični gosti vse manj večerajo v restavracijah in vse več zahtev je za plinskimi jeklenkami, ker pač kuhajo sami na plovilih. Največ očitkov letos med tujimi turisti pa leti na cene prehrambenih izdelkov in higienskih potrebščin v trgovinah. Zdaj zato je deloma kriva inflacija, Hrvaška je tretja po rasti inflacije v evroconi, deloma pa tudi dvig cen izdelkov za več kot 10% v zadnjih 4 tednih in sicer prav na obali, posebej v manjših mestih, ker pač tudi veliki trgovci želijo čim več zaslužiti na račun turizma in tudi na njih so dejansko letele kritike iz vlade in Hrvaške narodne banke, tako da mogoče ne bi bilo slabo, da čim več higienskih potrebščin prinesete sabo na morje in vam bo ostalo več denarja za kaj drugega. Torej, če te prav razumem, praviš, da tudi tradicionalno najbogatejši turisti, tisti, ki največ zapravijo, navtični turisti, da varčujejo, že sami kuhajo raje? Raje sami kuhajo, kot da bi jedli v restavracijah, tudi za njih je postalo to predrago. Dobro, Tanja, zdaj smo pa pri najbolj razvpiti temi, čeprav bi morala biti v bistvu minorna tema, kvečjemu kot družbeni fenomen. In to že kar nekaj zadnjih tednov na Hrvaškem in tudi v širši okolici. Sicer so mediji na Hrvaškem, tudi nacionalni, še kar naprej precej navijaški. Tej temi sem gledal včeraj osrednji dnevnik nacionalne HTV, so namenili kar prvih 10 minut, vse ostale teme so bile pa 2-minutne in v ozadju. Že pred jutrišnjim koncertom Marka Perkoviča Thompsona, že kar zdajle menda pravzaprav, se začenja zagrebški kaos,
Ja, Damjan, kje naj začnem? Obsedeno stanje zaradi Thompsonovega koncerta je v hrvaških medijih že tedne. Vsak dan nas bombardirajo z organizacijskimi težavami, varnostnimi vprašanji, potrebnim medicinskim osebjem, zapiranje cest. No, ti si včeraj gledal hrvaško televizijo, hrvaško javno televizijo, jaz pa hrvaški RTL, ki je napovedal, da bo imel v soboto celo 2-krat izredna poročila zaradi koncerta. To sem videla, da napovedujejo. Zares obsedeno stanje pa se začenja danes, ko se pričakuje, da bo večina tistih, ki živijo zunaj Zagreba, že prišla v hrvaško prestolnico. To so bili sicer tudi predlogi vseh vključenih v organizacijo, kjer v Zagreb dejansko prihaja namreč še eno veliko mesto. Tako da se že nocoj zapira del ulic okrog hipodroma, jutri pa za promet eden izmed mostov. Zdaj, da ne gremo v podrobnosti, jutri bo v Zagrebu najbolje ostati doma za vse tiste, ki ne mislijo iti na koncert, ker se bodo ceste oziroma ulice zapirale po potrebi, glede na ljudi, ki bodo seveda peš hodili do hipodroma. Mestne oblasti so namreč obiskovalce koncerta prosile, naj ne uporabljajo javnega prevoza, naj bo ta rezerviran za starejše občane ali naprimer nosečnice ali nekoga, ki težko hodi, drugi pa naj grejo lepo do hipodroma peš. Da bo sploh še znosno. Ja, 500,000 kart so baje prodali, no, zdaj je to seveda nekoliko lažje v tej elektronski dobi. Woodstock je bil pravi revček, 10-krat manj so jih recimo takrat prodali. Ampak me zanima, ali bo sploh še znosno življenje v Zagrebu te dni za tiste, ki recimo ne marajo Thompsona in njegovih neonacističnih izpadov, ustaštva in podobno. Glej, velik del je tistih, ki ne marajo Thompsona in tisti, kot sem ti že povedala, bodo ostali doma. Je pa zanimivo, da je tudi večina podjetij v Zagrebu danes ljudi pustila, da delajo od doma ali pa da danes sploh ne delajo. Tudi naprimer jutri bodo nekateri gostinski lokali, ki se nahajajo v tistih četrtih Zagreba, kjer bo nemogoče priti zaradi posebne prometne regulacije, so že dali obvestilo, da bodo na Thompsonovo, kot se jutrišnji dan tukaj preimenoval, ostali zaprti. Prav datum, ja, že imenujejo, 5. julij Thompsonova. Ja, pa me zanima, karte menda so pošle tudi tako bom rekel, paketih, po 10-20 so jih kupovali, na spletu. Zdaj jih pa menda ne prodajajo za več denarja, ampak za manj, ali kako? Glej, karte se zdaj masovno prodajo pod nabavno ceno, nekateri prodajo po 10-14 kart. Verjetno so to tisti, ki so računali, da bodo masno zaslužili s preprodajo. Seveda, nekateri so se verjetno tudi premislili, ker ne mislijo več ur stati pod soncem pri 35 stopinjah ali se naprimer bojijo tolikšne gneče. Nekateri pa so verjetno karto kupili tudi zato, ker je to pač koncert leta, popularen dogodek, pa se jim morda zdaj ne da nazaj z morja na te peklenske vročine v Zagrebu, stiskati se z 10.000 drugih in pač prodajajo karte. Zdaj, vemo, da velikokrat oziroma vedno se hrvaška politika na vso moč distancira od ustaštva, tudi javno se distancira, potem pa recimo doživimo Poljud, in tisto znano nogometno tekmo, za katero so bili potem tudi Hrvaška nogometna zveza kaznovana, pa zdaj recimo tale euforija s Thompsonom in podobne zadeve. Kako živo je pravzaprav dejansko ustaštvo, ali ga samo, bom rekel, vidimo, ker je najbolj na površju ob takih dogodkih? Ne, glej, Thompson se predstavlja predvsem kot domoljub, oziroma njegov menedžer ves čas to poudarja, da bo ta koncert zbor domoljubov. Zdaj, če pogledamo njegovo simboliko, križ in meč, bi lahko rekli, da se vsekakor poigrava tudi z nekaterimi verskimi motivi, ampak jaz osebno ne verjamem, da so vsi, ki bodo šli na Thompsona, domoljubi, niti vsi koketirajo z ustaštvom, predvsem mladi, ki jih bo šlo na koncert največ, sploh ne poznajo dobro zgodovine druge svetovne vojne, njim je to čisto nepomembno, na Thompsona grejo preprosto zato, ker je to dogodek leta. Seveda na Hrvaškem obstaja veliko ljudi, ki se jim Thompsonove pesmi zdijo neprimerne, nacionalistične in nikoli ne bi šli na njegov koncert, ampak nekakšno
medijsko javno mnenje ne gre v tej smeri obsojanja, temveč, kako bi temu rekla, v smeri toleriranja. So kar malo navijaški, kot sem rekel. Ja. Ampak ne vem, če si slišala, ne, tudi pri nas se dogaja, namreč neformalna skupina Fronta za skupno dobro je v javnost poslala podpisano protestno izjavo, ravno v tem kontekstu, da se poudarja samo družbeni fenomen, velik dogodek, 500 000 obiskovalcev, nič pa o tej, bom rekel, zgodovinski podstati. Zdaj vem, recimo tudi ti, ko se oglasiš v informativne oddaje, ne moraš vedno ponavljati Paveliča, Artukoviča in ostale ustaše in povedati vse ozadje, ampak recimo tule tudi javnost menda plača vse nujne službe za tak koncert. To je, sem rekel, 500 000 obiskovalcev, to je ogromen strošek sicer. Ne, tukaj pa ni res to, kar si rekel, Rekli so se tako, pravi. no. Ne, policiste, varnostnike, gasilce in medicinsko osebje mora plačati organizator, se pravi Thompsonova ekipa. Plačati morajo tudi čiščenje po koncertu na samem hipodromu, medtem ko bo čiščenje mesta, ki bo seveda zaradi množice obiskovalcev, ki bojo prišli v Zagreb, zagotovo potrebno, no to bo pa pokrilo mesto samo. Sicer pa tisto, kar je zanimivo, je, da je to pač dogodek, na katerem hočejo te dni prav vsi zaslužiti, ne, na račun tega koncerta. Tako so se pojavili krofi s Thompsonovim ali drugim, recimo temu domoljubnimi motivi, da se vrneva k domoljubju, ne. Trgovine so pa polne majic, od katerih imajo številne kar sporne ponatise, recimo za hipodrom spremni, ne. In podobne besedne izpeljanke, ki seveda koketirajo z nacionalizmom, in meni je res preprosto neverjetno, da država dovoljuje, da se takšne majice oziroma s takšnimi napisi prodajajo. Ampak na žalost, evo, tako je. Denar premaga tudi dvoličnost. Tanja, nekaj me še zanima. A je zate zdajle sploh še čas, da se pobereš iz Zagreba? Imaš kakšen plan pobega, recimo? Danes še ne moram pobegniti iz Zagreba, ampak imam nor načrt, in sicer jutri, ko se bodo vsi zlivali v Zagreb, jaz načrtujem zbežati proti morju, morda celo šele pozno popoldne, ko bo večina že na območju hipodroma, zaradi tega, ker so organizatorji pozvali obiskovalce naj več ur prej pridejo na območje hipodroma oziroma sosednjega parka Bundek. Imam začrtano pot, po kateri mislim, da mi bo uspelo priti ven iz mesta, da se izognem tem spornim ulicam. Naslednjič, ko se bova slišala, ti bom pa povedala, ali mi je uspelo. Odlično, Tanja, hvala za tole tvoje oglašanje. Upam, da ti ne bo treba koristiti kanalizacijskih kanalov za pobeg, no? Ali si tudi to imela v mislih? Ne, nobenih kanalizacijskih kanalov. Ti pa lahko povem še en zanimiv podatek, da bo recimo na prostoru hipodroma 2500 WC-jev. Evo. Ne vem, če si že bil na takem dogodku, kjer je 2500 WC-jev. Ne vem, če je sploh že kdo bil. Ne vem, za Jean-Michela Jarra sem slišal, da bi imel nekoč 1 milijon obiskovalcev, sicer pa niti blizu. Hvala še enkrat, Tanja, in ja, srečno bom rekel. Ja, hvala.